Pred 10 dnevi se je zgodil škandal. Vdor v javne finance. V enem samem dnevu je vlada Republike Slovenije na pobudo in sodelovanjem Banke Slovenije z lahko roko podpisala garancijo v višini milijarde in 30 milijonov evrov za vse vloge in nepodrejene finančne instrumente v dveh obskurnih zasebnih bankah. Gre za Probanko in Faktor banko. Poudarja, gre za obrobni banki. Njun tržni delež ne presega 2%. Skratka, zanemarljiva bilančna vsota, zanemarljiv tržni delež, v celoti sta ti dve banki v zasebni lasti. In vendar je posegla Banka Slovenije, kar ni problematično. Problematično je način reševanja. Namesto, da bi vsled zaznane ne samo kapitalske neustreznosti, ampak dejansko nesolventnosti, Banka Slovenije sprožila stečajni postopek, se je v sodelovanju z vlado Republike Slovenije odločila za nadzorovano likvidacijo. Bistvena razlika. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo stroški reševanja teh dveh bank za slovenske davkoplačevalce izredno visoki, bistveno višji kot stroški stečajnega postopka. Argumentacija, ki jo poslušamo strani guvernerja, strani ministra za finance in predsednice vlade, je, da so zamejili sistemsko tveganje, da naj bi obe banki predstavljale nevarnost za onesnaženje, za izgubo zaupanja v slovenski bančni sistem. Dve banki, ki imata skupaj manj kot 5% bilančne vsote, naj bi predstavljali sistemsko tveganje. Gospe in gospodje, sistemsko tveganje da, vendar ne za slovenski bančni sistem, ampak za sistem Foruma 21. Uvid v lastniško strukturo obeh bank pokaže zelo zanimivo sliko. Faktor banka je v skoraj polovični lasti ACH delniške družbe. Omrežja gospoda Hermana Rigernika. Probanka združuje cvetobir velikih slovenskih podjetij iz koalicije nacionalnega interesa. Imena so znane. Gorenje, Trimo, Perutnina Ptuj, Medaljon. Skratka, cvetobir ne samo koalicije nacionalnega interesa, ampak ključnih akterjev Foruma 21. Trdim, da je seveda to tveganje, o katerem govori guverner, finančni minister in predsednica vlade, sistemsko tveganje za tovarišijo, ki je zlorabljala ne samo ti dve zasebni banki, ampak tudi državne banke, se pravi tako A-banko, Novo Ljubljansko banko, Novo kreditno banko Maribor, za podeljevanje tako imenovanih političnih kreditov. Kreditov, ki so bili, kot je gospod Štrancar lepo povedal, nezavarovani, samo še ostrejši. Za večino teh kreditov ni bilo niti namena v začetku, da bodo kdaj poplačani. Skratka, šlo je za banke, ki so bile nek bančni avtomat tovarišev iz Foruma 21. In seveda v svobodnem tržnem gospodarstvu bi tistega, ki ne zna upravljati svojo lastnino, kaznoval mehanizem izgube. To se pravi, da tisti, ki ne poslujejo v skladu z pričakovanji potrošnikov, ki zlorabljajo zaupanje poslovnih skupnosti, so na koncu dneva kaznovani ne samo z izgubo, ampak
ampak tudi stečaj. In v tem konkretnem primeru bi bil edini primeren ukrep Banke Slovenije uvedba stečajnega postopka. Zakaj? Zaradi tega, ker bi bili stroški bistveno manjši. Nekateri apologeti te odločitve pravijo, ja, sej velja državna garancija za bančne vloge do 100.000 evrov. Že. Vendar je država zgolj subsidiarni garant. Primarni garant so slovenske poslovne banke. Do spremembe zakona o bančništvu je bilo tako rekoč celotno breme na bančnem sistemu in šele spremembo zakona o bančništvu je prišlo do uvedbe subsidiarne odgovornosti. In ta bi bila zgolj do višine 100.000 evrov, kar pomeni, da bi seveda morali po zgledu Cipra in po zgledu direktiv, ki so se po ciprski krizi na evropski ravni oblikovale, morali breme porazdeliti na naslednji način. Primarna breme lastniki z razlastitvijo ob stečajnem postopku. Dejstvo je, da je seveda Banka Slovenije dolga leta, vse od pojavnosti gospodarske krize leta 2008, izjemno slabo opravljala svojo nadzorno in regulatorno funkcijo. In sam trdim, da je ta uvedba nadzorovane likvidacije pravzaprav prikrivanje nedela, bom spet ostrejši, v bistvu zavestnega prikrivanja pred zaskrbljujočim stanjem v slovenskih bankah, ko se je vedelo v stavbi čez cesto, da je lepo število slovenskih bank nesolventnih, vendar so z likvidnostnimi posojili Evropske centralne banke prikrivali pravo stanje. Imeli smo absurdno situacijo v zadnjih letih, ko smo imeli bančne mrliče, nesolventne banke, v vsakem primeru kapitalsko neustrezne, vendar sam trdim, da so bile dejansko nesolventne, vendar so z likvidnostnimi posojili, reševali in prikrivali situacijo. Ne samo z likvidnostnimi posojili Evropske centralne banke, ampak tudi dejstvo, da se gospod minister za finance hvali, kako ima Republika Slovenija obilne rezerve. Res je. Imamo dobre 2 milijarde evrov, vendar zakaj so namenjeni te depoziti? Če jih namenimo reševanju proračunskega primanjkljaja, se zgodi kolaps slovenskega bančnega sistema. Se pravi, ste imeli dva mehanizma, preko katerih se je prikrivalo pravo stanje. Na eni strani preko likvidnostnega okna Evropske centralne banke, na drugi strani preko depozitov proračuna Republike Slovenije pri domačih bankah. Ko je vrag vzel leta 2013 šalo in bi morali ob ustoličenju novega guvernerja potegniti črto in reči, dovolj je tega pijančevanja, dovolj je teh zapitkov, se je zgodilo neverjetno. Vlada Republike Slovenije z lahko roko podpiše 1,30 milijonov evrov težko garancijo. Ne trdim, da bo v celoti unovčen, vendar lahkotnost, da v enem dni potencialni javni dolg Vlada Republike Slovenije poveča za 3%, je škandal brez primere in bi to moral biti pravzaprav pravi razlog za interpelacijo ministra za finance, ker gre za popolnoma neodgovorno obnašanje do slovenskih davkoplačevalcev. Gre za narobe svet, da guverner Banke Slovenije, na primer, govori, ja, sej tako in tako morajo vse zapitke na koncu dneva plačati davkoplačevalci.
Ja, zakaj imamo pa potem sploh zasebne banke? Zakaj imajo banke kapital, če si bančniki v Sloveniji domišljajo, da je končni garant slovenski slehernik, slovenski davkoplačevalec, ki bo v celoti plačal zapitek. Gre za popolnoma nesprejemljiv model bančništva, ki s svobodnim tržnim gospodarstvom in gospodarstvom na Zahodu nima nobene zveze. Gre za neko uvajanje bančništva sui generis, slovenskega bančništva, bančnega socializma, kot ga sam poimenujem, in to je eden izmed prispevkov k slovenski blaznosti. Ko na eni strani se zgledujemo po nekih demokratičnih socializmih, po samoupravnih socializmih, v bistvu pa dejansko uvajamo bančni socializem. In verjemite mi, bančni socializem ne deluje. Zaradi tega, ker Janez Novak, slovenski slehernik, nima neomejeno možnosti plačevanja zapitkov tovarišev iz Foruma 21. Počasi se premikamo k meji vzdržnosti. Namreč javnofinančna situacija je izjemno zaskrbljujoča in ne bi si želel stopiti po poti Irske republike, ki je od leta 2008 do leta 2013 v 5 letih povečala javni dolg iz 24% BDP-ja na 121%. Njim se je strošek servisiranja javnega dolga povečal iz 3,5% vseh davčnih prihodkov na letošnjih 19,5%. Kakšne so razmere v Sloveniji? Precej podobne. Še leta 2008, ob začetku krize, smo za servisiranje javnega dolga namenili za današnje razmere skromnih 350 milijonov evrov. Ta strošek bo v letošnjem letu narasel na 900, v naslednjem bo presegel milijardo evrov. V bistvu bo na ravni 14% vseh pobranih davčnih prihodkov. Skratka, Slovenija se zaradi, ne bom rekel slaboumne politike, ker ne gre v ozadju za slaboumnost nosilcev ekonomske politike. Gre za zavestno delovanje proti interesom Republike Slovenije in zasledovanje oziroma uresničevanje partikularnih interesov, čigavih interesov. Kdo praznuje ob takšnem načinu bančne sanacije, kot si je zamislila Banka Slovenije in vlada Republike Slovenije? Praznujejo najprej lastniki. Seveda mi bo kdo oporekal, Brščič, kaj pa govoriš, se bojo vendar z nadzorovano likvidacijo izgubili svoje lastniške deleže. Že. Vendar morate vedeti, da je specifika teh dveh obskurnih bank naslednja, da so glavni delničarji tudi glavni komitenti. In da odtod potem razlog, da se njihovi depoziti seveda nad 100.000 evrov rešujejo. Veste, odpis lastniških deležev je opomba pod črto, če imajo te gospodje seveda depozite, ki grejo v milijone evrov. Osupal sem bil nad podatkom, da znaša samo v Faktor bank znesek depozitov, ki presega 100.000 evrov, 160 milijonov evrov. Grozljivo visoka številka. Se pravi, ne rešuje se mali komitent Probanke in Faktor banke. Ta bi bil poplačan v vsakem primeru, tudi v primeru stečaja. Se pravi, veseljaki so dejansko lastniki in veliki komitenti, ki so bili dolga leta v
incestnem razmerju s tema dvema bankama. Šampance odpirajo tudi druge poslovne banke. Zakaj? Ker splošna garancija, neomejena, pomeni, da se jamstvena schema ne bo aktivirala. To se pravi, da tudi zasebne tuje banke ne bodo plačale niti centa za to. Če ravno bi bile po zakonu dolžne, vkolikor bi Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije ubrale za davkoplačevalce razumno pot. Na koncu naj še ovržem to tezo, da bi prišlo do sistemskega kolapsa bančnega sistema, vkolikor bi prišlo do stečaja. Če je slovenski bančni sistem odvisen od dveh poslovnih bank, ki imata manj skupaj kot 5% tržni delež, potem se morajo komitenti vseh bank res prijeti za denarnice, ker nam sledi zelo, zelo črna prihodnost. In če kaj, bi moralo biti pravzaprav deponentom postati nekaj jasno, da s tem, ko ste depozitar pri bankah, ki odobravajo politične kredite, ki se igrajo z vašim denarjem, pravzaprav podpirate takšne banke. In da je edino pravilen pristop, da se začnete zavedati. Banke same po sebi niso varne. In da tudi povečevanje garancij, ki je nevzdržno, poglejte, če je samo garancija za dve tako majhni banki, potencialni BDP povečala za 3%, poglejte, vendarle javni dolg, ne morete reči, da je omejitev ne bo. Ni, obstajajo meje. Slovenija se v tem trenutku zadolžuje po 6,75% obrestni meri, oziroma drugače bom rekel, slovenski javni dolg, 10-letna obveznica, kotira pri zahtevani donosnosti 6,75%, in takšna dinamika zadolževanja je nevzdržna. Zato morate zelo začeti razmišljati, ali zaupate v slovenski finančni sistem, ali zaupate ljudem, ki z zelo lahko roko v enem dnevu spiskajo milijardo evrov. Kaj se bo zgodilo, ko bodo na mizi banke, ki imajo nebilančne vsote 900 milijonov, ampak 15 milijard, in so za povrh državne banke. Te banke imajo 28% slabih kreditov. Kaj se bo takrat zgodilo? V bistvu nas mora biti strah. Strah pred tako neodgovorno politiko, kot jo imamo, da rešujejo partikularne interese določenih privilegiranih interesnih skupin. In tu mislim, da nas čaka zelo, zelo mrakobna prihodnost. Pridružil se bom gospodu Štrancarju, da verjetno neke panaceje strani Evropske komisije ne moremo pričakovati. Ne nazadnje, zaprepaden sem bil, da sta tako Evropska centralna banka kot Evropska komisija potrdili ta način reševanja. Zakaj? Zaradi tega, ker temu načinu reševanja še ni sledilo zaprosilo ESM-a. Se pravi,
evropske davkoplačevalce v tem trenutku to nič ne stane. In če smo Slovenci tako bedasti, da sami sebi nalagamo breme plačevanja, se gospodu Dijsselbloemu, gospodu Schäubleju, pa gospodu Barozu pač ne zdi to neka relevanten problem, ampak iz tega sklepa, da bo Evropa dala svoj imprimatur tudi za prihodne reševanje, ko bo na mizi vprašanje Nove Ljubljanske banke, NKBM, in ko bo jasno, da slovenske javne finance ob 6,75% ali pa 7% ali pa 10% obrestni meri niso sposobne tega financirati, verjemite mi, takrat bo tega bančnega socializma konec. Po zadnji zgodbi, ki jo tukaj vidimo, branimo pravzaprav lastnike te banke, ki pravzaprav so sami krivi za situacijo, v katero so prišli. Plačevali bomo vsi, predvsem tisti kmetje, ki že zdaj ne morejo preživeti, katerim se obeta dodatni davek na nepremičnine, jaz upam, da bodo kmetje dovolj zreli in pravzaprav udarili najbolj močno obliko državljanske nepokorščine, ker prihajajo časi za najbolj močne oblike državljanske nepokorščine. Ker stranke, ki jih imamo, pravzaprav in vsa aparat, ki ga imamo, očitno ni več sposobno stvari reševati. In država pravzaprav tone. In mislim, da prihajamo počasi do tiste točke, ko država pravzaprav ne bo več imela tam potomstva, ker bo totalno potomila. In potem bo vse dolgo v krivi smo sami mi. Krivi so tisti, ki gledajo, kako drugi kradejo, zaradi tega, ker pravzaprav, da se mi kaj ne zgodi, da ne zgodi delovnih mesta, pa v tihu, ne bom povedal, kot denarja, kot obramba. Krade se na vseh nivojih, tako da pravzaprav se niti predstavljamo ne. In če mislimo, da nas bo trojka Evropska rešila, to je utvara. Evropska trojka nas ne bo rešila. Za Evropsko trojko zopet stojijo ljudje, ki so od tukaj zadnje 20 let hodili v Bruselj, pa vemo, po katerih kanalih, na katera poročila so ti ljudje hodili. Najbolj še tistih, ki pošteno so to gledali. Torej, trojka, mislim, da ni rešitev. Rešitev smo mi sami. In kakšne načine imamo, nič ne slišimo dejanskih konkretnih načinih reševanja. Obstaja prvi način. Torej, kdor ni sposoben dokazati, od kje je dobil premoženje, se mu ga nacionalizira. Druga stvar, državna uprava, parlament, državni svet, sodstvo, finance, krizni davek, ampak samo za njih, ne za vse državljane, samo za njih. Oni so krivi, da je država tam, kjer je. Rešujemo Ljubljansko banko in se izplačuje regres. Podjetje ga ne moramo izplačati. Oni se ga izplačujejo. Na podlagi plačevanja naših davkov. Torej, krizni davek, samo za te, dokjer ne postavijo države nazaj. Tudi bomo neko novo stranko ustanovili in bomo rešili problem. Vam garantiram, da bo še 3 nove stranke ustanovljene in isto ozadje, kot je bilo pri zadnjih ustanovitev strank. Isti ljudje od zadej, iste finance. Tisti, ki vodijo politiko, niso vidni. Tisti, ki dajo denar, da se taka politika vodi, njihovih ne vidite. Ti so od zadej. In ti bo ustanovili še 10 strank. Torej, nima smisla ustanavljati novih strank. Od teh, ki so zdaj na oblasti in niso na oblasti, dokjer država ne začne funkcionirati, 10% krizni davek na te, ki imajo nizke plače in 80% krizni davek za tiste, ki so na vrhu. In kako to storiti? Ja, kar referendum. Referendum je treba narediti zakon in potem ne se vritejo. In ne spravijo državni red. Evropa je ne bo. Evropa bo sam prišla in pobrala še tisti, kar se bo dala. Tam, kjer se bo dala. Pa ne spravijo državni red tisti, ki se jo sem spravil. Kako pa potem cela Ljubljanska banka dobijati normalno naprej,
nadpovprečno visoke plače, mi pa vsako leto 500 milijonov evrov. Igra se končuje, finančna igra se na takšen način končuje, kar z drugimi besedami pomeni, da bo denarja zmanjkalo. Denarja ni toliko, da bi dejansko lahko na takšen način sanirali slovenski bančni sistem. To, kar je povedal Bernard, drži in drži tudi to, da če se rešuje vse slovenske banke na takšen način, vse slovenske se ne bo na takšen način, pomeni še en podatek, da država rabi 14 milijard evrov. 14 milijard evrov je nemogoče dobiti in če se dobi 14 milijard evrov po nekih obrestnih merah, o katerih je govoril 5, 6, 7, 10%, je seveda to za Slovenijo samomor, ne le za Slovenijo, ampak za nekaj prihodnjih generacij, kar pomeni, da mislim, da nimamo moralne pravice in nekaj druge pravice, da ta generacija zadolžuje prihodne rodove in nimamo pravice, da nalagamo prihodnim rodovom plačevanje obresti, ki so tudi izredno visoke in ne samo to, moralna pravica, takšno zadolževanje seveda bi pomenilo, da je država na dolgi rok ne konkurenčna, ker nihče ne zdrži tako visokih obresti, v primerjavi z drugimi državami, ki se lahko zadolžujejo, če se vse zadolžujejo, ampak seveda tudi po 1% ali celo še manj. Zdaj, jaz mislim, da tukaj citiram pač eno analizo Špigla in za slovenskem bančnem sistemu govorimo o bančnem banditizmu, imamo različne izraze, oni so tudi evropski, a tudi nekaj drug sistem, ki temelji dejansko na dajanju kreditov brez pravih jamstev, na tem, da se, bom rekel, vrtijo krediti, denarji in tako naprej, še z drugimi inštrumenti tako poimenovali in mislim, da to je seveda še en izraz o tem, ki jih je Bernard že povedal. Kazenski postopki in seveda tudi odgovorne inštitucije, in tukaj mislim predvsem na Banko Slovenije, so tukaj povedali. Ni res, da more priti ta in ta policaj, ta in ta davčni ali ne vem, kjer inšpektor pogledati k nekomu, da je naredil kaznivo dejanje. Vsak v skladu z zakonom ima vsak, ki pozna kakršenkoli morebiten sum kaznivega dejanja, je seveda treba to prijaviti, seveda pa tukaj ta sistem in sodni sistem ne deluje ali deluje izredno počasi in seveda tukaj se ob nekaj odvetnikih vse skupaj zamekli. Zdaj, da je zadeva še hujša, zaenkrat govorimo o milijardi jamstva. Vlada Republike Slovenije v svojem odgovoru na priporočila Slovenske demokratske stranke, ker zdaj poteka pač izredna seja nekega odbora za finance, je napisala, citiram, kljub dejstvu, da ste v času odločitve ukrepov Covid bank izpolnjevali regulativno zahtevo glede solventnosti, banka pričakuje, da bo v postopku nadzorovanega prenehanja potrebna dokapitalizacija. In sicer, citiram, je ocena potrebne dokapitalizacije za Faktor banko 249 milijonov evrov in Probanko 151 milijonov evrov. To je javen podatek, skupaj 400 milijonov evrov, se pravi, in sedaj ni jasno, ali v okviru tega jamstva, ali v okviru še posebej. In seveda jaz tukaj gre za denar. Še več, banka pravi, vlada pravi, ne, mi bomo, vlada ima, ali pa država v širšem smislu, ima depozitov v teh dveh bankah 367 milijonov, od tega 60 milijonov občin. In mi bomo pretvorili te depozite v kapital banke, kar pomeni, dejansko je, ne bi bil denar že drče je tam, ampak 367 milijonov je manj kot 400 milijonov, kar pomeni, da bo treba še doplačilo. Seveda, jaz zdaj govorim o nekih številkah, ki si jih ne znam predstavljati, kot vi si jih ne znate predstavljati. In pač 300 milijonov, 400 milijonov, milijarda in tako naprej, zdaj, ne vem, rečemo, da stane ena hiša 500.000 evrov, ta najbolj luksuzna in ne vem kakšna, pa si zdaj zračunimo, koliko hiš dejansko to pomeni.
ne vem, 200 hiš je, ne, narobe bom rekel, 1 milijon sta 2 hiši, ne, in potem tako naprej, ampak to morajo biti vile, ki si jih lahko postavljamo nekje, ne vem, kaj za kaj dejansko vse. In seveda tukaj je dejansko sporno takšen način saniranja bančnega sistema. Treba je tudi poudariti, da se ta sanacija dogaja na podlagi posebnega zakona o ukrepih za sanacijo bank in tako naprej, ali pa zakona, ki ureja slabo banko in ki omogoča 4 milijarde. Se pravi, te dve banki sta dejansko prvi, ki se de facto poslužujeta te posebne bančne scheme, za katero smo prej govorili, da bo to za državne banke. Seveda je ta medresorska komisija sprejela že sklepe, da se 3 državne banke bodo šle v ta sistem sanacije bank preko tako imenovane slabe banke, o čemer bom tudi kasneje govoril. Nekaj. Vendar zdaj sama garancija milijardo in 30 milijonov se daje tema dvema bankama, v zakonu pa je določeno, da je največja možna garancija po tistem zakonu 4 milijarde, se pravi 25% smo že potrošili, oziroma smo že vzeli teh garancij. Z drugimi besedami, naslednje banke ne vemo, od kje bo seveda ta denar in kako se bo ta denar dejansko dobil. Seveda lahko se spremeni zakon in se pač napiše noter neko drugo številko, poljubno pač kot otroci pišejo številke v šoli, tisti, ki so jim najbolj všeč. Tako da tukaj smo dejansko v nekem, bom rekel, slepi ulici in tukaj se strinjam s tem, da če smo sprejeli takšen način za 2 banke, ali če bi sprejeli za 1 banko, bomo morali takšen način sprejeti tudi za ostale banke. No, se zadnje tukaj gre za enakost, če želite, tudi posameznikov, glede ustavnega reda in tako naprej. In mi smo sprejeli seveda kaj? Da bomo država garantirala ne samo za depozite do 100.000 evrov, ampak za vse depozite. In zdaj država garantira za vse depozite pravnih oseb, fizičnih oseb, vseh oseb, katere ustvarjajo, ampak samo vprašanje je, če ima toliko denarja. In na podlagi tega ukrepa to pričakuje prvič javnost, ki ima te depozite in tudi vsa ostala javnost, drugič mednarodne inštitucije in tretjič mednarodni trgi. Mednarodni trgi bodo zdaj to pričakovali, seveda bodo lahko zračunali, pa bodo vedeli, da je to možno ali ni možno, ampak to dejansko to pričakuje. Tudi jaz sem govoril z nekaterimi tujci, še prejšnji teden glede tega, ko so to zvedali, so se prijeli za glavo. In so povedali, da se pač države ne učijo na podlagi bančnih kriz v preteklosti, ko so bili sprejeti ukrepi, ampak stalno ponavljajo napake in ker stalno ponavljajo napake, seveda imajo tudi te inštitucije precej dela. Tako da se z tega vidika, oziroma z tega zornega kota je dejansko vprašljiv ta sistem reševanja. Zdaj, drugo pa je sistem, ki se tega posebnega zakona preko družbe za upravljanje terjatev bank. Jaz ta izraz uporabljam. Stoji. Stoji, kar pomeni, nič se ne dogaja. Zakaj? Zaradi tega, ker ob prvem prenosu, ki je bil načrtovan za 28. junija tega leta, in je bila družba za upravljanje terjatev bank na to pripravljena, je prišlo do tega, da evropske institucije niso verjele podatkom, ki jih je dala Nova Ljubljanska banka in niso verjele podatkom, ki jih daje Banka Slovenije. Zato so pač sprejele odločitve, kakršne so sprejele in podaljšale ta proces, najprej seveda zdaj do oktobra se govori, potem do novembra in zdaj vprašanje je, kdaj bo dejansko prvi prenos teh slabih terjatev, ki jih je za 27% vsega kreditnega portfelja, kar pomeni pač, to so 8 milijard, to so pač velike zadeve. In seveda, po drugi strani, je pa čas, potem spet, zlato.
kajti vsak dan je reševanje bančnega sistema dražje. Leta 2009 bi bilo cenejše in zdaj gremo pa dejansko dan na dan, ko je dražje reševanje bančnega sistema. In seveda tega prenosa dejansko ne bo. V bankah so te slabe terjatve, so tam, vse te nepremičnine, deleži in tako naprej, vse je tam na mestu, likvidnost padajo kapitalske ustreznosti, skratka vsi podatki grejo navzdol in tukaj se dejansko nič ne spremeni v tej državi. Ampak zato nismo, tukaj bom tako rekel, tukaj je krivda ta, da nam Evropa več, ali pa svet, kako želite, več ne verjame in nismo verodostojni. Pač mi smo del Evrope, jaz tukaj pač ne moram, ampak te inštitucije nam več ne verjame in bodo zdaj same pregledale vsako zadevo in ali je prav, ali ni prav in tako naprej. Zdaj, seveda, tukaj bomo morali pač počakati. Tukaj bo pač, jaz tudi mislim, Evropa odreagirala na takšen ali drugačen način. No, zadnje jaz slišam, da zdaj že iz več krogov, da se, kako že Aleš pravi, drugačno mnenje, res nimam glede tega, najne govorimo o dejstvih, da se ekipe pripravljajo na vsak področje. Kar pomeni, ekipe pač, pa tukaj bom pa zdaj tako rekel, glavnih tujcev, pa izključno tujcev, ne, mislim, da ne, se pripravljajo in pač potem, ko pridejo, prevzamejo dejansko vse ključne inštitucije, povedo, koliko treba zmanjšati javno porabo, povedo, koliko treba ljudi odpustiti v javnem sektorju, povedo, kaj se bo naredil z bančnim sistemom in seveda zato bodo dali denar, pa ne zdaj po 6%, ampak recimo po neki zmerne 6% obrestni meri, ker pomeni cenejši denar. Ampak najprej bo treba narediti, potem to dejansko dobiš potem denar. In tukaj pač stvari gredo zdaj v to smer. Zdaj jaz ne želim nobene evropske inštitucije sprejeti v bran, ampak pač po mojih informacijah, oziroma tudi po informacijah, ki sem jih prebral v intervjuju guvernerja, Evropska komisija in Evropska centralna banka ni odobrila takšnega postopka, ampak je bila to le prijava, ki je obvezna prijava od 1. avgusta glede državne pomoči. In je pač odobrila državno pomoč kot državno pomoč. Dvomim pa, da se je spuščala v način, predvsem zaradi tega, ker je pač njegova izjava, ki je tudi javna, ne vem, v reviji Reporter, ne, to so premajhne banke, Evropska komisija in Evropska centralna banka zahteva samo prijavo. In o tem dejansko glede načina. In te banke so zdaj pozvane, da bo dejansko to. Seveda bo ta sanacija, kako kaj že likvidacija, ne, jaz tukaj seveda tudi, če vzamem, da večina ljudi, pa jih ne podcenjujem, vsem verjetno ne ve razliko med likvidacijo pa stečajem. Pač pri stečaju se ne vključi država na takšen način in pač so poplačani tisti, ki so pač morajo biti poplačani, pri likvidaciji gre pa dejansko za garancijo države in to je seveda davkoplačevalcev. In ne vem, osebno se mi celo zdi izraz likvidacija hujši kot stečaj. Nekaj likvidiraš, recimo, in tako naprej, če bi zdaj to gledal pač čisto neekonomsko, mislim, da seveda zaradi tega tudi stečaj ne bi povzročil tisto, kar zdaj skrbi regulatorja in tako naprej, skratka panike in skratka sistemskega, da bi pač do tega prišlo. Mi smo s tem v Sloveniji naredili vse banke sistemske. In vse banke so ključne za obstoj Slovenije. In to je dejansko socializacija in če želite, je seveda tudi socializem, ali pa ne vem, kako že, to imajo nekateri drugi, ne vem, kako že, demokratični socializem, pa te zadeve, tako da jaz sem to preživel, to sploh tako da, ja, to sem tudi, ne vem, to zdaj pomeni, ne vem, boni, pa ni benzina, pa par, pa ne vem.
Skratka, zdaj, težko si dosti pameten, kaj je narediti, ampak verjetno po te zadevo bo treba spraviti na noge tako, ampak na zelo nizki ravni v državi. To se pravi, tukaj je treba upoštevati, da tudi po mojih ocenah, osebnih ocenah, če govorimo o teh spornih terjatvah, mislim, da so glede na knjigovodsko vrednost manjše za 3-krat. Tako da tukaj bo potrebno še slabitve, tukaj ne vem, gledajte, vse enostavno, če je knjigovodska vrednost stanovanja, tam je na Celovški 2000, ki še dolg časa bila, v Celovških knjigah je ne prošet, to imajo banke pač napisan, bo pač cena morda 700 ali pa kvadratnih metrov, pa se bo ti stanovanja prodal. Ampak nekdo bo mogel pridati in bo mogel seveda zahtevati odgovornost, nadzornih svetov, uprav in tako naprej, in ob tem seveda tudi prodati stanovanje za 700 € kvadratni meter, ob seveda zgubi. Drugače pač ne bo šlo. Ampak trg bo pokazal, kdaj pa je zdaj nekdo pripravljen kupiti stanovanje kvadratni meter po 700 €, ne pa da za 2000. In verjetno pri neki ceni se vedno najde kupca. To morajo pa delati ljudje, ki niso povezani s krediti, ki so jih takrat dejali. Kajte, tudi če ni nobene krivde, zelo osebno, če nekdo mislil, nič kriv, nek referent in tako naprej, da je vsem to vreden, potem bo zelo težko sam sebi priznal, rekel, a sem se rezal to zmotil, pa rekel, ne, vse bodo prišli boljši časi. Od leta 2009 mi poslušamo o tem, kako bodo prišli boljši časi, pa samo slabše, pa ukrepamo, pa zadolžujemo se. Pa bom povedal nekaj nenavadnega. Ampak bom prišel na koncu do točke alfa in ovega hkrati. Preden sem šel na to tiskovno konferenco, sem začel postopek za CIP. Postopek za CIP, to pomeni, da vnuku dobi knjiga matično številko, dobi koden, da je registriran. Ta knjiga, to pomeni, da je knjiga v tisk in v javnost. Ta knjiga se imenuje 12 zidov, je politična kronika zadnjih tranzicijskih let. V njej je en stavek in listje je dalo bankovce. Začenjam pa tule 200 metrov zadaj, ob parlamentu, kjer imate grobnico narodnih herojev, čez cesto imate spomenik revolucije, zraven imate Kardelja, potem imate Hidriča, desno imate pa Staneta Rozmana. In vmes je državni zbor. Ampak nasproti te, bi rekel, sakrosanktne, svete ploščadi slovenstva, ki je vsa komunistična, tudi še danes obrežena s komunističnimi simboli, predstavlja vrednost tako imenovanih komunističnih likvidatorjev, ki ležijo tam pokopani, je pa Nova Ljubljanska banka. Nova Ljubljanska banka je postavljena, bi rekel, v srce tega svetišča. Mi, ki te zgodbe, se pravi, mi vsi, ki smo tukaj zbrani, ker nas to zanima, spremljamo, vemo, kako zelo neskončno, kot mati z otrokom, sta povezana partija in denar. In to, kar knjiga poskuša ugotoviti, knjiga Bozuni, čez 10 dni je res mislim moja, v bistvu, če umrem potem 800 strani, 1300 opomb, to je ogromna stvar, ampak to spoznanje, da se vrtimo v začaranem krogu, ki je od leta 41 oziroma od izvedbe revolucije natančno isti. A veste, samo zobnik so se malo ubrabili, pa so zdaj dali druga odpada kolesa, zdaj Kavčiča ni več, Ivana Mačka ni več, so pa drugi mlajši, zelo mlajši, recimo od Lajos Bernardom, ampak to deluje naprej, sistem se kar poganja, plačuje ga in podpira ga pa narod. In dokler, pa predno dan besedo vam jaz mislim, da dokler ta država ne bo upravila ene temeljne, bi rekel, lustracije v tem smislu razmisleka o najbolj neuralgični točki, ki jo žene v ta stalni vrtinec, izhaja pa iz naše pretekle zgodovine, bo ta stalni vrtinec tu in bo požiral denar. Tako kot smo zdaj eno uro ugotavljali, vsemi napori, ki delamo, bo to požiralo naprej. In to je, mislim, da ta slepota, ki jo pa vzdržuje vse v tej družbi, ki leze in gre od medijev, politike, tranzicijske politike, mislim, seveda,
da in tisti, ki se tukaj, bi rekel, zoprstavljajo, oziroma ki nosijo luč v to temo in ki ljudje poskušajo oči odpirati, ne, upravljajo naravno spremoško delo, ampak dokler bomo mi v sebi pustili tega duha, ne, ki ni bil samo duh umora, ne, kot prav moja knjiga, kajti vsi tile heroji, ki so začeli revolucijo, ki so potem postavljali banko, Kavčič je bil šef najbolj krvave skvadre SDV-ja med vojno za Gorensko. Dokaj ne bomo teh, bi rekel, metastaz odstranili z telesa, bo telo umiralo naprej. Mislim, da so okoli 2 milijonov izvodov so kovali Franca Rozmana Staneta na evrski bankovec. Zakaj so to naredili? Zato, ker so s tem položili svojo roko, komunistično, krvavo, vsi vemo, družina Črne, zločini, jih je Rozmanova brigada, nad denar. In so se s tem temeljno zavezali oblasti. Kajti ti dve kombinaciji, politična moč in denar, tak do oblasti. Jaz nisem več neizvršni direktor, seveda povezana z temi prvimi ukrepi za te dve banki in seveda tudi zato, da se bodo te terjatve začele prihajati na banko. Tako da tukaj nekaj in vse zadnje tudi je bilo že večkrat izraženo strani tega Lukšiča, da pač se je tudi javno objavljeno, da pač jaz moram imeti in je pač tako naprej konflikt interesov, kot bi nekdo rekel, se vedno lahko najde, pa tudi če pol po 6 mesecih, tako ta zadeva pošla zdaj naprej. Zdaj, prav ta zakon o tej družbi za upravljanje terjatev bank določa v bistvu, da ne zastarajo kazenski postopki. In ravno tukaj je ta zadeva, to je posebna določba in da v bistvu tudi, ker mislim, da po kazenskem zakoniku je nek rok, doktor Štura, mislim, da 5 ali 10 let v pravu, ta pa dejansko to podaljšuje in je možno seveda, da se to naredi. In tukaj jaz mislim, da zdaj, jaz ne želim pač, jaz mislim, da tukaj gre za odgovornost in da bi se seveda morali kazenski postopki začeti in seveda, ko bodo te, namreč kaj, s prenosom terjatev pridejo tudi vse te mape in dokumentacija nekomu drugemu v roke, ne? V tem je zdaj ta zgodba, ne? Tako da, zaradi tega potem, ne? Pride prenos terjatev za, ne vem, kredit za neko stanovanje v Ljubljani, ne, ki je jamstvo in stanovanjem na DUTB pride tudi celotna dokumentacija na DUTB, ne. Torej, zdaj pa kaj pa lahko naredimo v tej dani situaciji, v tem trenutku, ne. Slovenski bančni sistem ne funkcionira. Podjetja, ki niso člani določene združbe, ne, mafije, kreditu ne dobijo. Ne, po drugi strani ima pa precejšen del slovenskega pač naroda določene prihranke v teh bankah, ki jih bo pravzaprav lahko tudi v celoti izgubil. Ker če bo prišel do najhujšega scenarija, tudi 100.000 garancije, ne bo nič veljalo, nič, vse bo pobrano. Torej, kaj v tem trenutku lahko naredimo? Vemo, da v Sloveniji ustanavljati banke, hranilnice je skoraj nemogoče, ker imamo pač Banko Slovenije oziroma Banko komunistične partije, ki tega ne bo dovolila. Lahko pa to ustanavljamo čez mejo. Hvala Bogu, gospodu Kučniku, očetu naroda, da je odprl meje. Tu je nekaj, kar se moramo zavedati in to ceniti. In ne pluvati čez vse, zdaj imamo samostojno Slovenijo, imamo vsaj eno rešitev, lahko gremo čez mejo. Rabimo hranilnice, ki imajo določen jasen namen in se ta denar, ki ga imate mi, vsi računi slovenskih bank, ki se bojo potopile in nam bojo ta denar pokradli, prenesemo in uporabljamo za vzpostavitev zdravega slovenskega gospodarstva. Samo zdravo slovensko gospodarstvo bo omogočilo zdrav slovenski temelj narodu. Brez gospodarstva naroda ni. Otvarja. Narod lahko preživi na kratki rok, brez gospodarstva, na dolgi rok ne more. Še nekaj se moramo zavedati. Leta 1939 je bila Slovenija bolj razvita kot avstrijska Koroška. Poslušamo v medijih, kakšen je bil ta tovariški socializem, kako smo napredovali. Napredovali smo z 3-krat nazaj v BDP-ju.
Toliko smo napredovali. Zgodovinski spomin je važen, zgodovina nas uči. Kdo zgodovine ne pozna, jo bo ponavljal. Če podržavljanje je zadeva de facto podržavljena. Če ste poslušali tisti citat magistra Šircla, je grozljiv. Prvi stavek vladnega odgovora je, da banki izpolnjujete regulatorne zahteve po kapitalski ustreznosti. Se pravi, nista nesolventni, sta kapitalsko ustrezni, se pravi, kor ena kapital 8%. Potem pa v drugem delu piše, ja, za dokapitalizacijo bo ena potrebovala 170, druga 190, skupaj 360, jaz ne vem, kdo je tukaj slaboumen. Če vi potrebujete dokapitalizacijo, pomeni, da sta kapitalsko neustrezni, oziroma huje, da sta nesolventni. In tu bi jaz izpostavil napačno uporabo termina likvidacija. Je res, da ima v drugih uporabah lahko slabšalni prizvok, ampak likvidacija v gospodarskem pravu pomeni konec poslovanja družbe zaradi prenehanja cilja poslovanja. In ob likvidaciji običajno kapital zadostuje za poplačilo upnikov. Medtem ko je stečaj pojav, ko imate nezadostni lastniški kapital, se pravi, da se lastniški kapital hipoma anulira, imate negativni lastniški kapital in tu jaz moram reči, da sem zaprepaden nad tem odgovorom pobudi SDS, kdo se tu zafrkava. Zdaj bojo pa še dokapitalizirali in to pomeni seveda, lejte, de facto so banke nacionalizirane. Ampak to, gospod, ne pomeni ničesar, ker tam lastniškega kapitala ni, tam je negativen lastniški kapital in je samo vprašanje, koliko bo morala država smetati. Poveden je podatek o tem, kakšne strašljive depozite ima proračun Republike Slovenije, mislim, kakšno upravljanje z državnim premoženjem je, da v nekih obskurnih bankah, zasebnih lastnikov Foruma 21 država drži 360 milijonov evrov. To se pravi, to je tretjino dovoljenega proračunskega primanjkljaja kot depozit v teh bankah. Apropo, kazenska odgovornost gospoda guvernerja. Absolutno. Jaz mislim, da je to ne samo izkazana, je pa seveda ob stanju pravosodnega sistema pri nas in dokaznih standardih, kjer velja za nekatere na neznanem kraju, ob neznanem času, dokazni standard, se pravi dokazni standard kazenski, ki je v kleti, medtem ko za nekoga, ki si ob koncu svojega mandata izplača 40.000 evrov de facto odpravnine zaradi 121 dni neizkoriščenega dopusta, on je pa nedolžen. On je zdaj zasebna oseba, zasebnik, ki ne odgovarja za nič. A veste, ta neodgovornost javnih funkcionarjev je tisto, kar bo to državo pokopalo. In tudi ta družbena anomija, da se od nosilcev javnih funkcij in da, Zakon o Banki Slovenije, gospod, je zelo decidiran. Nič od tega, kar bi morali opravljati, niso opravljali. Vendar, sam trdim, da ne gre za malomarnost, ampak za sistemsko zanemarjanje svojega dela. Zakaj? Ker je bil ta gospod nastavljen strani interesnih skupin, ki so pokradli to državo in je odlično opravil svojo vlogo. 5 let je slovensko gospodarstvo bivalo z bančnimi mrliči.